tista, ki lahko čez zimo preživela na ta račun, ker se je travnike pozno kosilo. Tudi potrebno je reči, da se je travnika kosilo dvakrat, trikrat so bili redki travniki, katere se je kosilo. Večinoma so bili pa, bom rekel, ti ekstenzivni travniki, kot jim danes rečemo, senožiti, rovti, lazi, boršti, pa še marsikateri izraz je. To so bile pa enkrat košene površine, kosilo se jih je čim kasneje, velikokrat šele takrat, ko se je recimo v dolini poželo žito in se je potem šele šlo na te višje površine in zato je bilo to vse pisano. In zato so te, bom rekel, površine ostale in tudi tukaj noter včasih čebelari niso hranili, če ste vprašali stare čebelarje, ker je bilo pač tudi v Otavi, je bilo še vse pisano. Če je bila pa tretja košnja, je bila še vedno pisana, zato ker pač gnojilo se je večinoma samo s hlevskim gnojem, pa zelo malo travnike se je malo gnojilo, ker je bilo treba gnoj uporabljati za njive. In če bi v današnjem času, bom rekel, to mozaično pokrajino uspel ohraniti, ki bi jo lahko, recimo, sej baliranje ni taka težava, če ne bi balirali vsako leto prezgodaj, potem bi tudi to pisanost ohranili, drugače pa preprosta zadeva, da na teh travnikih zgubljamo semensko banko, ki je v tleh in potem na koncu prevladujejo samo še trave. S tem pa zgubljamo, bom rekel, tudi druge opraševalce, zgubljamo tudi, bom rekel, druge, bom rekel, živali, ki se z njimi kakorkoli hranijo in v bistvu se ta krog samo manjša. Po drugi strani pa v teh visokih predelih, kot so bili nekoč senožeti, ker tu so bili pač izkrčeni deli, potrebno je reči, da v Sloveniji je večinoma vršna vegetacija gosta, Slovenija bi bila gozdnata dežela, če ne bi bilo posega človeka tukaj in tu se zarašča nazaj, se pravi, gremo nazaj k naravi. Nič, bi rekel, ni narobe, težava je samo v tem, da imamo mi tukaj preveč problemov s tem, ker zgubljamo to veliko raznolikost in ker zgubljamo, bom rekel, to vedenje, ki so ga nekoč kmetje imeli, pa ga v današnjem času tudi kmetje več nimajo, ker to, da bi kdo kakšen seneni drobir uporabljal, da bi recimo za kakšne degradirane površine se to uporabljalo, to smo povsem pozabili, recimo se da tak seneni drobir uporabljati tudi za kakšne terapije in podobno, vse te stvari so včasih kmetje vedeli, pa hkrati, bom rekel, bi tako pridelano mleko imelo tudi bistveno večjo kvaliteto in bi ga lahko, bom rekel, dražje prodali. Tako da vse to je tisto, kar nam recimo ti pisani travniki, ki so lahko vmes med temi zelo intenzivnimi površinami, to ni težave, da se ne da, samo odločiti se moramo, katere površine bomo puščali, da bomo potem iz teh površin lahko nazaj na te površine recimo dobivali to semensko banko, ki je tukaj. Bomo morda potem še v diskusiji kaj razpravljali na to temo. Zdajle me je v glavo prišlo seneno mleko, morda bo potem na koncu Matjaž še kaj povedal o tem. En zanimiv projekt, ki je bil že v Sloveniji in ja, to so stvari, s pomočjo katerih lahko peljemo bolje stvari naprej. In zdaj bova pa s Tino šla kakor toliko skozi tele panoje, ne namerava se pretirano zadrževati na teh posameznih panojih, ampak vsaj nekaj pa bi rada povedala, pravi, zakaj smo katerega postavili. Mislim, da smo nekako tega prvega v zvezi z travinjem, je ti pokomentirala? Pisano pravilo, se prebere.
Hvala za tale še malo bolj kulturni vložek, če smo že v knjižnici, a ne, nekaj knjige prebrati. Hvala. To smo res danes na hitro izvedeli, kaj vse se bo zgodilo. Takole, najlepša hvala. Tudi tale prvi, ki je zdajle že nekaj časa na ekranu, precej notri govora ravno o tem, kako se lahko travniki spreminjajo in kako je lahko zadeva zelo različna, kar se tiče sestave teh rastlin na travniku. Nekaj malega smo omenili tudi že v zvezi z pašo, možnosti kombinacije s pašo, in je to eden od načinov, kako se vzdržuje travišča, in morda bi šli še malce naprej, da ne bom čisto toliko bral. Tole o nadmorski višini, morda bo Tina malo povedala, ker je to pobrala od nekje in bo povedala, kaj je šlo. Janko, če smem, samo nič se ne sliši na naši strani. Ja, mislim, da habitus ni vprašljiv, s habitusom drži, kar se sestave tiče, pa ne vem, bo pa morda. Matjaž, ti kaj veš, je ta sestava realistično opredeljena ali? A me slišite? Čakaj, samo te se jaz dam še na glas, da bom ti narediti zvočnik vklop. Halo, me slišite? Ja, slišimo, ja. Mi nismo nič slišali, kar so govorile gospe zdajle, tako da tudi v chatu so ljudje, tako da sam ne vem, kaj so govorili, tako da ne vem, kaj ne komentiram, tako da. Jaz mislim. Ko ti, Janko, govoriš, je vse v redu, ko pa ostali primejo mikrofon, pa zginejo, tako da. Zdajle me slišiš, a ne? Ja, zdaj te slišim, ja. Ne, ni treba. Ne, saj se vidi, da govorim. Ja, tebe slišimo, samo gospe pa ne slišimo, ko so govorili. Ne slišim. Čakaj, moram jaz samo malo. Ja. Samo malo da vidim. Zdaj zvočnik malo vklopljen. Dam zvočnik izklop.
Matjaž, da mi zdaj še enkrat razloži, se pravi, ko je Blanka govorila, se ni nič slišali. Nič se ni slišalo, ja, čisto tišina. Čuden. Tako da. A mi daš knjigo še enkrat. Bomo probali še enkrat prebrati. Vem, zakaj se je govorila v mikrofon. Zdaj je bolje, ja, večkrat bolj na glas mogoče. Zdaj vas pa prekinja, ne slišimo spet. Tako da mogoče kaj v povezavi s kablom na mikrofonu. A zdaj bolje? A prekinja ali v redu? Ja, zdaj pa v redu, ja. No, v bistvu govora je bilo o tem, da na nek način nekoč kmetije, ki so bile v bistvu okoljem nekako skapljale in prav ta mozaična krajina je bila značilna recimo za okolje teh kmetij in so na nek način živele to naravno za svojim okoljem, kajti kmet je bil na nek način prisiljen z naravo sodelovati, le tako je lahko potem tudi preživel. In prebrala sem odlomek in ga bom še enkrat, in sicer iz knjige Srebrnik Franceta Bevka, kjer v bistvu v enem stavku lepo opisuje, kako je nekako bilo videti klasično posestvo nekoč kmetije Republike Slovenske. Za hišo se je dvigala senožet, ki je senčilo gosto drevje. Iznad senožetja je strmela v dolino skalnata stena, po kateri je plezal srobot in redko krivenčasto grmovje, ki se je nad robom razraslo in spustilo v gozd. Po obeh straneh kolena, na katerem je stala Jeramova hiša, je padal v nižino sadovnjak. Med hruškami so stale cvetke, zelenke in krivonke, med jagolki in pancarji. Rajše so bile češplje, nekaj sliv in čreša. Stara mahovita drevesa so se borila z viharji in strelo, razpadala in poganjala nove mladike. Sadovnjak so oklepali grapi, obstrušje voda v njih komaj curljala ob deževju, s mladimi jeseni je naraščala v hudournik. Torej, ta sonaravno bivanje, v bistvu kmetu dajalo hrano, življenje in tako so na nek način kmetje nekoč pravzaprav nezavedno pomagali ohranjati biodiverziteto v naravi. So bili na nek način ključni, tako da pravzaprav danes neko takšno podobno prakso bi lahko v bistvu tudi marsikaj pripomogli z nekemu skupnemu ohranjanju biodiverzitete. Ja, zdaj očitno je se to slišali. Dobro. Ja, prej smo pa govorili o travnikih, pa mi kar ponovil, kar je kolegica povedala. Se pravi, je govorila o tem, da za višino se travniki razlikujejo. Imamo te visokogorske rastline, ki postanejo krajše in pa nekako robustnejše. Hkrati naj bi se celo tudi spreminjala prehranska vrednost teh rastlin, tako da nekako bolj bogate z osnovnimi, kot so beljakovine, maščobe in pa seveda tudi nekako revnejše z vlakninami, ligninom in celulozo. V tem stilu naj bi bila mrva v teh višjih legah. To, zdaj upam, da zaenkrat se dobro slišimo. Ja. Okej. Bomo šli naprej, lahko se je tudi zgodilo, da se je kabel majhen odklopil, da je bil v tem problem, mikrofonski status pa ne vidim skozi. Če bo kakšna težava, mi kar zakričite nazaj, ker bom slišal, da je kaj narobe. Prav to je ti travniki na višjih nadmorskih višinah, tudi paša naj bi pripomogla k temu nekako dodatnemu razraščanju korenin, večje obilne talnih živali. Tudi gre za ta zelo raznolik način oskrbe, bi rekel, z dodatnimi organskimi snovmi, ker se pač tudi nekaka mozaičnost ustvari zaradi pašne živine. In seveda, zdaj,
kar se tiče teh koreninskega sistema, ki ne bi predstavljal tudi večjo maso, ker je pa tudi v zvezi s tem večji ponor ogljika v zemlji. Ker v tem smislu naj bi tudi paša prispevala, če pa ta paša intenzivna, je pa tudi res, da če je težitev, kot temu tudi rečemo, velika, da potem živina tudi pospravi, kar je koristnega za opraševalce, pa ne ostane več velika. Kar se tiče gospodarjenja s travinjem, je naslednjo, tukaj imamo izpostavljeno, da seveda so možni različni načini izrabe. Zdaj, kaj je nepravilen način izrabe, stališča biodiverzitete je to, da pač omogočamo razmnoževanje rastlin in cvetenje rastlin, ne samo cvetenje, tudi razmnoževanje, se pravi, morajo tudi se osemeniti, da uspejo. Mitja je vzdignil roko, pa ne vem, morda v chat napiše, da bomo pa pol vprašali. Tako da je to tudi ena od stvari, kolikrat se kosi, prej je kolega omenil, da klasika sta bile samo 2 košnje, potem to šlo v 3 košnje, ali pa košnja in paša, seveda zdaj z željo dobiti čim bolj bogato krmo, kar se tiče beljakovin, predvsem, in manj, ne tako velik delež vlaknin, potem ponavadi je bil razlog odločanja košnje mlajšega travinja. Pa bomo potem prosili še v nadaljevanju kakšen komentar glede na to. Zdaj imamo pa eno zanimivo slikico, ker bomo prešli majhen na ta vidik še bolj zgodovinski, kako so se ta travinja vse obdelovala. Seveda to, kar danes imamo situacijo, tudi velika posledica tehnologije obdelovanja travinja. In če to dobro pogledali, Tino, pa tole sliko, kaj je zdajle gor, nisem sicer dal na celo ekranski pogled. Da tam gor lahko pogledaš. A vidiš tisto sliko gor? Pa Tino? No, da. To je od Tine mama, Tina? No, pa bom malo v nadaljevanju še Tina povedala, jaz bom sledil, če se vse vidi, kar se tiče, mikrofon se vidi. Morda ti govoriš v mikrofon. Ne slišimo, če govoriš slučajno. Ne. Slišite zdaj? Ne. Vas, Janko, super slišimo, ker je na računalniku mikrofon. Možno, da ne, pa bi moral v mikrofon delati. Daj ti kar svojega vklopam in si sklopil. Bom jaz si sklopil, pa bo Tina. Zdaj pa jaz prek računalnika delam. Jaz se moram močniti sklopiti. Najprej bi se zahvalila moji mami. Samo da izklopam. Pa ne moramo sklopiti, če ne grem tle dol. Zdaj sem izklopil. Zdaj moram pa nazaj še rad. Pa ti kar doma. Mi je založila s tem fajn slikam. Slika tale na traktorju. Smo pa eno sestro posnete sred 70-ih. V zadju se še vidijo kozovci. V bistvu takrat se je še kar toliko delali po ta starem. Se je še izlagal samo kozovce. Z večanjem intenzivnosti, ne samo kmetijstva, ampak kar na vseh področjih življenja so se pa začeli izgubljati
tradicionalne kulturne vrednote in tudi kulturna krajina, ne, vse je ratalo na hit, čim več, čim bolj produktivno, in tako smo tudi začeli izgubljati na biodiverziteti in tudi na svojih tradicijah. Tale naslednja slika je posneta na Sorškem polju. Tukaj sicer slika nima veze z travniki, ampak tule gospe pač na polju obdelujejo ne vem kaj, repa. V bistvu vse se je delalo ročno, postavil samo motikocid. Tudi drugače je bilo, ker je bilo ljudi več, niso v glavnem več ljudi bilo, a ne, doma za delati in se je lahko tako preživeti. Na naslednji sliki je predstavljena konjska kosilnica, s tem so si olajšali košnjo. S to konjsko kosilnico so tudi želi žito. Ta slika je posneta bila nekje med obima vojnama. Čas, da se vidi, ne, danes kmetje samo na polju, no včasih je bilo veliko več. Ja, tukaj je slika tudi Sorškega polja, v bistvu z Bantal, ko obračajo seno, ne, vse se dela ročno. Pol tukaj spravljajo seno na kopice. Pol je naslednja slika, je pa spravilo sna na voz, spet vse ročno, se v bistvu včasih so ženske bile res močne, da so to vse gor zložile pa zvozile. Ja, tale slika je pa slika kozolca. Kozolec je zelo taka stvar v Sloveniji, no, zelo krajinska posebnost, v bistvu kulturna posebnost. Ja, ta kozolec je iz Prahovč, pri Polhongrad. Aha, ja. Mečkam pokazati. Aha. Kako so obešene te slike, ampak nimamo samo slike. Morda bo Tina pokomentirala. Imamo tudi koša. Ja, imamo dva koša, povrodje, vile in grable. V enem košu je seno z vrstno pestrega travnika, ki se poznamo tudi vseeno, koliko je rožic, pozna se pač tale ni. A je? Tale, ja, ta je vrstno pester, ja. Ja, koliko je not rož, tudi vonj je drugačen, tudi sicer je vse bolj trdo, a ne. Po drugem košu imamo pa krmo iz bolj intenzivnega travnika, ki v bistvu noti samo trava, a ne, sicer imajo to živino zelo rada, res rade to jejo, a ne. Ja, ni pa rož. Okej, dobro. Zdaj se pa morebiti lahko jaz nazaj priklopim. Samo malo med. Aha, očitno se slišimo. Se ne vem, na katerem mikrofonu. Aha. Tegale moram izklopiti. Zdaj se me pa menda slišali. Se slišimo? V redu. Zdaj bi pa jaz kar prosil, prej smo slišali komentar Jožeta Bovcona, upam, da ste slišali, a ne? Niste pa slišali Blanke. Tako da bi morda kar izzval Matjaža, ker je Jože kar nekaj govoril o ravnanju s travniki. Morda sam toliko na začetku rekel, po mojem ne smemo biti preveč nostalgični, a ne?
morda bo Matjaž znal kaj to nadaljevati. In pa druga zadeva, kar je, iz zgodovine se moram naučiti, da bomo znali delati boljše, ne pa isto, a ne? Zdaj pa Matjaž pove, kako naj to naredimo. Ja, tako je. Vse, kar je gotovo, je to, da so spremembe, ne? Da so stalne neke spremembe, to je edina gotovost v našem življenju. In tudi z vidika ravnanja s travniki smo v zadnjih, bi temu rekli, povojnih 70-80 let doživeli nesluten napredek, a ne. Še do vojne, ko se je v bistvu dejansko kmetovalo, tako kot v 18. ali pa stoletju, a ne, ali pa v 19. stoletju, s tem, da so pač prihajali nekateri novejši stroji, ki so bili pa še vsi gnani s konji, ali pa z voli, ali pa s kravami, kakor so pač imeli pri hiši, a ne, da so lahko razkirali pa uporabljali. Po drugi vojni pa potem doživimo tudi s tem, ko se je pač začelo združevanje v okviru Združenih narodov, pa FAO, Svetovna organizacija za hrano, začel pač tudi en tak skokovit napredek, a ne, tudi v tehnologijah, v kemiji, sam ta Haber-Boschov postopek dušika iz zraka pridobivanja, to je bil tak zelo velik preskok v dojemanju gnojil, ne. Tako da je močno pospešil celoten proces in tudi razumevanje, kaj pomeni moderna pa intenzivna predelava. Nenazadnje za cepivi se je povečalo število prebivalcev, a ne, cepiva so prišla, zdravila, antibiotiki, vse to je potem naredilo en tak boom v prebivalstvu v 60-ih letih in zdaj vidimo, da na vsakih 10 let imamo novo milijardo, ne. Kar tudi pelje potem v to, da se je celotno kmetijstvo začelo preoblikovati. Zdaj v Sloveniji smo mogoče majčkeno capljali za razvitim svetom, zato ker smo bili pač en del enega sistema, ki je sicer želel imeti moderno tehnologijo pa vse, ampak enostavno z tistim denarjem, ki smo ga imeli, smo si težko privoščili. Pa še ta je bil ves najbolj na posodo, a ne, od Američanov ali od Rusov. In ko še jaz kot otrok spomnim, pa sem rojen leta 81, kar pomeni, da sem še dokaj mlad, ne. Jaz sem glih konje zamudil, no. Konje sem zamudil v svojem življenju, tako da so bili že odprodani in so že prišli traktorji, prve urške, zetorji, a ne, ampak spomnim se pa tega, kako so še vedno v 80-ih letih, pa konec 80-ih, še celo v začetku 90-ih let kozuce delali betonske, ne. Da je bil ta proces sušenja še nekako zelo sprejet v 80-ih letih, ne, kljub temu, da je že udirala silaža, predvsem v tistem prvi fazi koruzna, potem konec 90-ih pa konec 80-ih letih pa potem že tudi prišla travna silaža. Tukaj se je pa potem zgodil en tak prelom, bi jaz rekel, a ne, s travno silažo se je pa zgodil prelom tudi v obdelavi travnikov, ne. V travni silaži potrebuješ kakovostni hrano, da se dobro konzervira, ne, in ne moreš kar vstaviti česarkoli noter, ne, z veliko lakninami ali s čim podobnim, ne, ker lahko prihaja potem do problemov pri bi rekli po domače kisanju, a ne. Ali pa prihaja do problemov, ker ta krma oziroma travna silaža, ki nastane, ni za krave prijetna in ne marajo jesti, ne. Če je slaba kakovost, bi rekli, zelo vlaknasta, ni sladka, ni beljakovinska in je ne sprejemajo in jo zavračajo, ne. Tako da so potem s tem, ko se je silažna krma tako razširila, so tudi začeli travniki veliko bolj gnojiti, zelo se je uveljavila lucerna v tem obdobju, pa se pravi ljulka, dve kulture, a ne, ki se izmenično nekako uporabljajo. In predvsem ljulka se mi zdi, da je bila največjo, bi temu rekli, najbolj oskubila travnike biotske raznovrstnosti, a ne. Se pravi, ljulka je potratnica dušika. Če imaš ljulko in daš veliko dušika, predvsem gnojnico, ne, začele so se tudi gnojne jame v tem obdobju, pa gnojevka, se pravi prehod na rešetke, ni več slame, nastila, ni več gnoja. Se pravi, poenostavitev postopkov v hlevu je tudi poenostavila vrstno strukturo na travnikih, bi temu rekli, ne. In
ko povečamo število dušika, dobi trava pač enostavno prednost pred tem, ker je bolj sposobna dušik sprejemati. Vse ostale specifične vrste, od posameznih vrst cvetnic, pa do detelj, na primer, enostavno niso konkurenčne v hitrosti razraščanja, nekatere pa celo deluje kontradiktorno. Se pravi, če je več gnojila, enostavno ne bodo rasli. To so predvsem seveda detelje. Detelje so en pomemben del biotske pestrosti, jih je ogromno različnih vrst. In te se na srečo nekako zdaj vračajo. To pa opažamo, res pa je, da se vračajo v obliki monokultur, bolj kot ne. Tukaj spet potem vprašanje, kaj to pomeni za same čebele. Te detelje v monokulturah se predvsem uporabljajo kot neki dosevki, ki nekako bogatijo, predvsem se uporablja zdaj ta črna detelja ali pa enoletna, tudi rečemo rdeča detelja, kakorkoli nekateri tako pravijo drugo ime, ki ima lepe rdeče cvetove, se gotovo pozna in pogosto sejo v kombinaciji z ljulko. Tako da v spomladanskem času glih dobro detelja zacveti, pa jo že pokosijo. Niti nimajo opraševalci časa, da bi to vse obrali, pa da bi semenile te vrste. Enostavno potem, ko deteljo skupaj z ljulko pokosijo, to običajno se storijo že konec aprila, začetku marca, takoj pride potem na nivo koruza. Tukaj govorimo o njivskih površinah, ki bi lahko se majčkeno drugače delali, medtem ko na travnikih pa je gnojevka, predvsem gnojevka zdaj v zadnjem obdobju, gnojnica je že nekako v pozabi, predvsem gnojevka naredila en tak gromozanski, kako bi temu rekli, gromozanski prepad med tem, kaj je bilo pred letom 90, pa kaj je zdaj v tem obdobju. In tudi ne kaže, da bi se zadeve kaj spremenile, saj ne pri intenzivnih predelovalcih. Lanskem letu sem bil veliko na terenu, pa sem veliko govoril tudi s kmetom in že krmimi obroki. Zelo si želijo beljakovinsko močne krme, ker ne želijo dokupovati beljakovin iz krmili. Se pravi, čim več želijo sami predelati in potem tudi seveda želijo imeti detelje in trave že nekako inkorporirane, samo tiste, ki so pač boljše in tudi žlahtiteljsko tako pripravljene, da jih potem kmetje prevzemajo. Kar sem pa opazil, pa je mogoče malo zaskrbljujoče, da pri ekoloških kmetijah, ki so tržno naravnane, se pravi, da prodajajo v velecentrih in tako naprej, da se tudi tam opaža, da so naravnani na bolj produktivne vrste. Se pravi, da ekološko ne pomeni, da imaš večjo biodiverziteto, ampak da ne uporabljaš mineralnih gnojil pa pesticidov. Še vedno si pa naklonjen temu, da imaš vrstno strukturo tako, da ne boš rabil dokupovati krmil, ker ekološka krmila so pa še toliko bolj dražja. In je to še dodaten problem, ki sem ga opazil pri teh bolj intenzivno naravnanih ekoloških kmetih. Tukaj moramo govoriti zdaj o dveh vrstah ekoloških kmetov, intenzivnih ekoloških pa ekstenzivnih ekoloških. In te slike, ki ste jih večinoma kazali iz bolj teh visokogorskih ali pa hribovskih delov, lahko govorimo bolj o ekstenzivnih ekoloških kmetih, ki imajo nizke obtežbe in si lahko potem privoščijo tudi travnike, ki so bolj pestri. Kmetje, ki so pa v nižinah, pa so ekološki, pa težijo k temu, da imajo vendarle bolj bogate travnike z vidika beljakovina in s tem tudi potem ta vrstna struktura izredno trpi. Opažam tudi to, da je veliko kmetov se sooča s pomanjkanjem površin, ki jih je lahko obdelovati. To je še ena od stvari. Površine, ki jih je težko obdelovati, ponavadi opuščajo, ker to predstavlja dodatno delo. Predvsem mlajša generacija, to pa tudi, zdaj ne bom vse posplošil, ampak nekako opažam, da mlajša generacija zelo išče, kako uravnati količino dela z prostim časom.
njihovi starši so svoje življenje namenili celotnemu kmetijstvu, in so brez dopustov v zidavi, v kmetijstvu in tako naprej. In mlada generacija pa ni več pripravljena na ta kompromis, da bomo delali kar naprej, pa kar naprej. In iščejo za te kompromise, kako na ravnini, pa vendarle se izogniti najslabšim površinam, tistim, ki bi bile mogoče tudi z biotskega vidika dobre za ohranjanje in težijo, kako dobiti čim več ravninskih površin. In tukaj se mi zdi, da bo treba tudi se odločati na ravni, mogoče tudi na ravni države, kaj je strategija ekološkega kmetijstva, kam ga peljemo. Ne samo, da pustimo pesticide, kar je gotovo dobro, to se kaže, da v nekakšnih spregah to uspeva. Tudi pri mineralnih gnojilih, ko bom rekel, nekako uspeva še, se pa bojim, da tudi pri mineralnih gnojilih ne bo pri ekološkem kmetijstvu začeli več dobro uspevati, predvsem pri tistih, ki so intenzivno naravnani, se pravi za prodajo v veletrgovskih centrih, ker rabijo velike količine produkta. Ker pojavlja se že to, da imamo pomanjkanje fosforja v tleh. Mi zdaj rudarimo fosfor, fosfor je pa eden ključnih, ko bi rekel, za cvetnice ali pa za te vrste, se pravi dušik jih uničuje, jih izpodriva potem trava, ampak fosfor je pa nekaj, kar spodbuja detelje, kar spodbuja cvetnice na travnikih in ko imamo to, rečemo, depletion, pomanjkanje fosforja, enostavno začnejo tudi te vrste nekako hirati. Obenem pa mogoče še to, da so tudi gnojila, ekološka izredno draga in se nekako ti kmetje probajo znajti na vse mogoče načine. Iščejo, kje bi dobili nek vir tega fosforja, dolga leta opuščajo gnojenje, potem pa govorijo, da nič ne raste. Zdaj jaz bom tukaj strogo agronomsko rekel, vedno težimo k optimalni količini gnojila. Optimalna količina gnojil je pa enako slabo za biodiverziteto travnikov. To gledno, ker smo potem nekih Libigovi zakoni, nehajo veljati, vedno veljajo, ampak na nekem nivoju pa se zgodi, da trčita dva svetova. Tako da bo treba se ali z nekim ukrepom poseči, pa za dobrim plačilom. Tukaj imamo neke primere, zdaj sploh v novi strategiji, strateškem načrtu za kmetijstvo, je želja potem, da se podpre tudi te travne površine nekoliko boljš, pa predvsem na biodiverziteti imamo tu strategijo za biodiverziteto, tako da se mi pa zdi, da nekako država vsaj prepuščena bolj kot ne malo na ključju, ali ima kmet v sebi to, ti moraš prepoznati to kot kvaliteto svojega prostora. Če ti prepoznaš, da je zate kvalitetno, da na tvojem travniku rastejo cvetnice pa detelje, da to zaobjameš vase, potem ne bo noben problem, tudi brez plačila bojo to delali ljudje. In imamo kmete, ki to naredijo in ni problema in so veseli, ko imajo take travnike in tudi ne rabijo plačila. Bo pa vsekakor treba nameniti, zdaj, druga stvar, ki se tudi verjetno mogoče soočate s tem, pa je, kako to meriti. Kater travnik dejansko je dosegel neko biodiverziteto in mu lahko namenimo plačilo, ali pa jo vzdržuje, ali pa je ne vzdržuje. Potem smo pa že v tistem svetu, kjer kmetje pravijo, da so prenormirani, da morajo preveč pisati, pa da morajo preveč dokazovati. Zelo malo se dela na zaupanje, ker je bilo veliko tudi stvari, ki pa niso bile v redu izvedene, sploh v ekološkem kmetijstvu je prišlo do neprodukcijske pridelave, kar si pa spet ne želimo, ker Slovenija ima toliko malo površin načeloma, da moramo imeti vse stalno v funkciji, da se lahko prehranimo, če pride do kakšne krize, ki pa lahko zelo hitro pride. Upam, da nisem preveč zašel, ampak nekako v tem pogledu bi sam rad povedal, da strategije obstajajo, ministrstvo ima strateški načrt in daje. Tudi mi, kmetijci, se zavedamo, da tako, ko je bilo, ne bo šlo več, ker pač vse ima neko svojo mejo in da je treba se prilagajati.
Se pa bojim, da na koncu vedno pridemo do denarja. Ko kmet preračuna, kaj se njemu dejansko splača, pa kaj se mu ne splača, so odločitve zelo hitre. Če bo to 10 evrov razlike na tono, pa je to ton, pa nanese 1000 evrov in matematiki so odlični. Tako da imamo dva, je način življenja, pa je denar, ali se mi splača, ali se mi ne. Tukaj sta te dve stvari in jaz se bojim, da na ravninskih delih, povsod, kjer ni neke zaščite z vidika naravnih parkov, neke perspektive povečane biodiverzitete ne bo, ker tudi tisti kmetje, ki so intenzivni, se zelo neradi odločajo za neke dodatne stvari, ker jih to obremenjuje, imajo neke dodatne skrbi. Medtem ko pa na hribovsko-gorskih območjih, kraških območjih, tam pa perspektiva je. Imamo pa en drug problem tam, to je pa parcelna razdrobljenost. Prej ste govorili o mozaični krajini. Pri mozaični krajini to je posebnost, bi rekel, Slovenije, pa mogoče hribovitih delov Romunije, pa Karpatov, pa tako naprej, ali pa Dinaridov, ta mozaičnost. In mi smo jo uspeli nekako ohraniti zaradi tega, ker je 78% Slovenije omejeni dejavnik za kmetijstvo. Samo zato imamo tako krajino. Zahodna Evropa je to že zdavnaj poravnala, pa zdihala, pa naredila velike parcele, pa z vidika zaradi večje produktivnosti. Pri nas je pa tako ostalo in ta parcelna razdrobljenost je potem še dodatno podkrepljena z tem, da ogromno parcel nima lastnikov. So pomrli, so v Ameriki, so v Kanadi in noben tega ne obdeluje in prihaja do zaraščanja. Marsikatere tudi površine, ki bi mogoče lahko bila vzdrževana kot mozaična krajina z bogatimi travniki. Tukaj je zelo na udaru predvsem kraški svet, medtem ko mogoče alpski, majčkeno manj, predvsem tam, kjer se pase. Pa še eno stvar bi mogoče pri paši omenil, da imamo en problem v Sloveniji pri paši, je ta, da imamo mi kmetije v Sloveniji nekako pozicionirane večinoma v vaseh. Potem imamo pa te parcele razmetane po vseh koncih dolina, kjer imamo pa zemljišča, ker to pač izhaja iz tiste strukture, ko so začeli podalno zemljo deliti, pa je vsak hotel imeti en kos na enem hribu, pa na drugem hribu, pa v dolini, tako da so si malo kakovostno razdelili parcele. In kmetije niso v večini Slovenije, razen teh celkov, ki jih imamo po hribih, Koroške pa mogoče tudi celjskega dela na to stran. Te kmetije nimajo v bližini površin, kjer bi lahko pasle. Tako da tudi tukaj je ena taka zanimivost, ki je tudi za Slovenijo zelo značilna, da kmetije imamo še vedno pozicionirane na sredi vasi, ne posluh občin, da bi kmetije premaknili, da bi komasirali zemljišča in mogoče s tem zagotovili tudi, ko bi temu rekli, en kos, kjer bo biodiverziteta, kjer bo intenzivni del in tako naprej. Tako da bi rekel bolj, da gre na tako kmetijska politika z vidika prostora, je nekje zastala. Bila je velika razprava pred par leti, kako zagnati to, pa se ni uspešno razvila, ministrstvo ni dalo naprej tega, tako da čakamo na novo vlado z novimi idejami, pa bomo videli, kam pridemo. Malo sem je dolg, pa upam, da sem bil vsem dovolj informativen. Ja, hvala, Miha. Je kar, pardon, Matjaž, tam pod spod imamo še enega Mihata v gosteh, čebelarja. Tudi en čebelar je zdaj konkretno vprašanje napisal, ker ima zraven čebel 1 hektar travnika, ki je njegov, ga dal kmetov v najem, sicer brezplačen, kot pravi, in ta kmet seveda 4-krat pokosi, da bo čim bolj bogato hrano dobil za živino, s stališča hranilnih vrednosti. Po drugi strani bi pa on vseeno rad to imel cvetoč travnik. Seveda zdaj, kolikor res razumem, tudi če prideš na 2 košnje, pa ni tako kriza, če je to prva košnja, kot omenja
15. junij, ker potem se v Otavi večina cvetnic se lahko uspešno razvija in semenija, ne. Se pravi, je bolj problem, da tam v bližini verjetno niti ni več tistih rastlin, ki bi lahko zelo hitro nadomestile oziroma prišle zraven, ne. Tako da, seveda, če je na obrobju kakšen tak cvetoč travnik, potem počasi se to že vzpostavi, drugače pa uživitev teh travnikov kar naenkrat je zelo težko. Ideja bi bila morda taka, da se pridobi tudi, kot je prej kolega Jože rekel, pri kakšnem kmetu, ki ima še kaj klasičnega sena, tisti stiper, v katerem je veliko semenja, tudi cvetnic, da tako kosi, da ima takšna semenja, potem je to opcija, da se malce pospeši. Imamo pa krizo, da tudi dejansko nimamo nekih ustreznih semen, ki bi bila dejansko naše avtohtone rastline in rekli, zdaj bomo pa posejali naš avtohtoni travnik, ne. Tega praktično nimamo, ne. Tiste mešanice, ki so, to zelo, večinoma so kakšne celo tujerodne rastline noter, ki niso slovenske, ki jih prodajajo kot kakšen cvetoči travnik, tako da je to tudi rahel problem, ne. Zdaj, Miha, ne vem, če morda, Matjaž, pardon, če imaš še kaj k temu gospodu Žibertu, Primožu, kaj za dodati, ali sem se kaj veliko zmotil, ali kakšen še tehnološki ukrep? V redu je bilo, mogoče bi samo eno stvar pri teh zakupih, pa najemih, pa tako naprej, ne. To je taka problematika, ali pa ni v Sloveniji, no. Zato, ker je ogromno lastnikov parcel, ne, pač nekaj podeduješ, ali pa tako, in potem se ta parcelna struktura še bolj drobi, kmetje morajo pa zemljo potem najemati, ne. Zdaj, tukaj je zdaj en tak inštitut, ne, mi imamo možnost še vedno zakupne pogodbe, in vsaka pogodba ima tudi noter lahko napisano, kako naj se travnik obdeluje. Zdaj, če ni nobenega drugega kmeta, ni tam v tem območju, ki bi to obdeloval, pa je bil po sili razmer ta travnik dan v najem za to, da bi bil vsaj pokošen, pa da se ne bi zaraščal, potem nimamo kaj dosti izbire. Če pa je neka izbira kmetov, ki to lahko obdelujejo, je pa vedno možno pač se s kmetom pomeniti, pa reči, glej, takole, jaz bi tukaj imel bolj cvetoč travnik, neke detelje saj vmes, ki mogoče bolj uspevajo, ali pa se jih da hitreje dosejati, pa so mogoče majčkeno bolj avtohtone, saj kakšne črne detelje pa tako, v tem smislu bi raje imel tak travnik, da bo tudi kaj koristil, pa da bi bil mogoče malo manjkrat pokošen, to se da nekako domeniti, to se lahko zapiše tudi v neko pogodbo in se potem tudi mogoče reče temu kmetu, da zdaj sem dal ti v brezplačen najem, saj toliko mi upoštevaj, da boš samo 3-krat kosil ali pa 2-krat, kakorkoli se bo to odločila. Tako da tukaj je en tak dogovor mora biti med kmeti. Ne vem, da moj oče, na primer, ki je nehal kmetovati, je dal 5 hektarjev v kosu, je rekel, nočem koruze gor. Lahko imaš travo, karkoli, koruze pa nočem. In tam koruze ni. Na tak način so se pač dogovorila. Tako da treba imeti pač odprte karte, se pogovoriti, povedati, kako je, brez neke vroče krvi. Gotovo bo začetka malo po stran pogledal, pa čudno pogledal, ampak je treba pravilno pojasniti, zakaj se to dela, zakaj je to dobro na ta način. Ok, mislim, nekaj idej je to bilo, danes bi vsem morali morda počasi zaključiti, jutri bo spet tema različni tipi travnikov, bi morda jutri še malo več kakšne debate na to temo, predvsem pa morda kako besedo več o tako imenovani zeleni arhitekturi, kot je en del programa te nove kmetijske politike, kjer naj bi se določena območja ali del saj zemljišča namenil recimo cvetočim travnikom, pa celo imamo nekje zapisan, se mi zdi zdajle v predlogu cvetoče travnike, za naslednje obdobje. Zdaj, kako seveda, ali bojo te stimulacije kmetom dovolj, ali kot si prej omenil, morda je še pomembneje, da dejansko probamo čim več ljudi tudi prepričati, da hočejo imeti cvetoče travnike, to je ena od zadev, zaradi na eni strani estetike, na drugi strani so pa tudi zanimivi zaključki
morda, da je dejansko kvaliteta mleka drugačna. Bom rekel, seveda klasično prehransko ni bolj bogat z beljakovinami, če z takih travnikov, ali pa seveda proizvodna mlečnost je manjša, ima pa zato tudi prisotne sekundarne rastlinske substance, to se ve, da to obstaja in je ta kvaliteta mleka nekaj drugega. Ne. Tukaj se zdaj tudi stvari po svetu razvijajo, pri nas smo imeli en projekt seneno mleko, če se ne motim, ne, ali pa seneno meso, ja. Tako da je ta poudarek, ker se potem dejansko tudi z analizo, ne, nutrientov, sekundarnih substanc v živilih da pokazati, da je to zraslo z drugačnega travnika. Seveda, če je stvar človeka golo preživetje, mu je potem res vseeno, ne, kakšen meso kupi pa mleko pije, ampak če pa želi bolj kvalitetno hrano jesti, je pa to rešitev, ne. In načeloma bi radi ljudje kvalitetno hrano jedli, ne. In tukaj je tista zadeva, ki je za spodbujati, da se preko kvalitetnejše hrane dejansko potem tudi vključi več kmetijskih proizvajalcev za bolj pestre travnike, če bi temu rekli, ne. Tukaj bi sam mogoče dodal, da pri senenem mleku ali pa ekološkem mleku, ne samo ekološkega mleka slovenskega ne morete še kupiti v trgovini, čeprav kmetje ekološki so, ki ga pridelujejo, ne. Edino, kar lahko kupite, je senen sir, ne. Na primer v veletrgovskih centrih, če pa želite, morate pa do kmeta stopiti, ne, če želite pač meso ali pa kaj bolj takega, se pravi do kmeta na dom, ne. Je pa tudi tukaj pri senenem mleku so tudi debate, a ne, o ekonomičnosti, o prehranski vrednosti in tako naprej, a ne. Tudi velike kalkulacije, kako zagotoviti, da je zadeva rentabilna, a ne, tako da bi jaz rekel, da je ta seneno mleko je stopnja višje, a ne, ki ohranja travnike, ampak biodiverzitetni travniki ali točni travniki so pa še višje od tega, še višje. Ja, saj to je tisto, morebiti bi na to temo morda jutri še kaj dodatno rekli. Sonja, bi rada ti kaj povedala, da imam danes tukaj? Ja. Ja, dober večer še z moje strani. Zdaj Janko me je povabil, da smo sodelovali pri projektu že nekaj let nazaj, da se dogaja spet nekaj novega na področju ohranjanja biodiverzitete in opraševalcev in moram reči, da sem zelo vesela za ta projekt. In sigurno bo prispeval vsaj k razmišljanju, upam pa, da nekoč tudi k udejanjenju razvoja kmetijstva v smeri ohranjanja biodiverzitete, ker ja, tako kot smo slišali, kmetijstvo je zelo proizvodno naravnano in smiselno bi bilo poiskati neko ravnovesje, neko ravnotežje med proizvodnjo in med ohranjanjem biodiverzitete. Utopično je razmišljati, ja, da bodo po celi Sloveniji spet cvetoči travniki, ampak če ohranjamo fragmente v toliko velikih površinah, da je mogoče zagotavljati neko povezljivost habitatov in za opraševalce in za tudi širjenje potem semen, da imamo neko semensko banko, je to potem priložnost tudi na dolgi rok, ko se bo kmetijstvo razvijalo še naprej, verjamem, tudi razvili neke tehnologije, ki bodo omogočale tudi višjo pridelavo ali pa toliko kakovostnejšo, da bomo na koncu vsi od tega kaj imeli. In s tem, ko se ohranja cvetoče travnike, ja, ne ohranjamo samo lepih pisanih travnikov, ki so na nek način lahko zanimive tudi za turizem. Zdaj vsi turisti tišijo na Bled pa v hribe, zakaj ne bi prišli pogledati lepih cvetočih travnikov, ker vsaj kakšni tujci dol padajo, ko vidijo vsaj še kakšen cvetoč travnik. Možnost pač naravoslovnega, naravovarstvenega drugačnega turizma, tukaj je cel spekter žuželk in potem še naprej po prehranjevalni verigi ptic, ki pa ravno tako izgubljajo svoje habitate, ne samo zaradi intenzifikacije travnikov, ampak širše, ampak tudi nekateri so vezani na te travnike.
Hkrati pa je še ena težava, mimo katere ne morem. Cel kup tujerodnih vrst se nam nekako prihaja tudi v te cvetoče travnike in so uspešnejše na ekstenzivno gojenih travnikih, tako da tudi tukaj bo treba še razvijati naprej neke strategije, da bomo imeli travnike pestre z domorodnimi vrstami, ne pa da se nam potem recimo zlate rozge kanadske razširjajo tam, kjer se spodbuja recimo pozna košnja, kar se je zgodilo na Ljubljanskem barju, vem, da imajo potem tudi težave in suholetnice. Tako da izzivov je veliko in mislim, da tale projekt je en tak, ki prispeva k razmišljanju in iskanju inovativnih rešitev, tako da in tudi neki promociji in sem vesela za to. Pa še, ker so zraven tudi čebelarji, čebelarstvo je tudi neke vrste proizvodna kmetijska dejavnost in prav je, da se začne kmetijstvo, tisto, ki prideluje recimo meso in zelenjavo, začne predvsem tukaj gre za mesno proizvodno, razmišljati tudi o čebelarstvu, v smislu, se so tudi oni odvisni na nek način od opraševalcev številne kulture in da se ohranja pa morda dele travnikov cvetočih z namenom, da se ohranja opraševalce, ki bodo potem oprašili tudi druge kmetijske kulture, ki so tudi na bolj intenziven način pridelovane. Tako, ene par takih misli nametanih, ampak upam, da ste razumeli bistvo. Tudi malo za nas za izziv, da razmišljamo do jutri, ko bomo pogledali zelo različne cvetoče travnike. Iz botaničnega vrta se oglasimo jutri pri Jožetu in Blanki v avli oziroma v vhodnem delu pred tropskim rastlinjakom. Tam imamo postavljenih tudi nekaj panojev teh pestrih travnikov, tako da bomo še v živo tam se oglasili za danes. Zdaj dodatnega vprašanja več ni bilo, kar po chatu gledam. Tina, tako da hvala za danes in pa jutri imamo še kakšnega novega gosta, kakor vem, tako da bo zanimivo še naprej. Hvala vsem. Adijo. Srečno. Srečno.